Kitajski Leapmotor je desetletje stara avtomobilska znamka, danes pod 51-odstotnim lastništvom Stellantisa in model C10 je njen paradni konj. Kot pravijo odgovorni, je glavna naloga te znamke na trg pripeljati cenovno dostopne, predvsem električne avtomobile. V tem primeru gre torej za cenovno dostopnega električnega SUV-ja, ki se s pomočjo slovenske ekosubvencije cenovno spusti krepko pod 30 tisoč evrov. S tem v mislih torej preverimo, kaj prinaša C10 in čemu se boste morda morali odreči. Še prej pa kratko povabilo, naročite se na naš YouTube kanal, da boste na tekočem s to poplavo kitajskih novosti v Sloveniji. Kakšen je Leapmotor C10 kot električni avto? Za začetek smo ga odpeljali na normni krog, kjer smo v ugodnih temperaturah, malo pod 20 stopinjami Celzija, izmerili povprečno porabo dobrih 17 kWh na 100 prevoženih kilometrov. To pomeni, da boste lahko pri mešanem ciklu z enim polnjenjem poleti prevozili okoli 400, pozimi pa okoli 300 km. Torej, gre za dokaj učinkovit električni avto, ki mu pri tej učinkovitosti pomagajo tudi aerodinamični dodatki, na primer maska, ki se zapira, in pa kljuke, ki so, poglejte, popolnoma skrite. Zdaj pa se bolj podrobno posvetimo baterijskemu sklopu. Gre za litij-železo-fosfatno LFP baterijo s kapaciteto 69,9 kWh. Ta prinaša nekaj tehničnih rešitev, ki jim je vredno posvetiti nekoliko več pozornosti. Glavna prednost je, da ima tehnologijo CTC, Cell to Chassis. Torej, sama baterija je direktno vgrajena v karoserijo. Če bi praktično pogledali, je baterija brez pokrova, torej celice so odprte, in sama karoserija tvori pokrov baterije. Vidimo, da je to dejansko ta del pobarvanja karoserija vozila. To je baterija. Vmes pride tesnilo, ko mi to skupaj privijemo, je to en strukturni del. Kje bi bil sicer ta pokrov? Kako to baterija lahko fizično je vidimo? ponavadi narejena v ohišju, vse celice so zložene v ohišju in je zaprta s pokrovom. Potem pa jo namestimo na karoserijo vozila. Imamo dodatne vijake, dodatne nosilce in dodaten pokrov, ki ga v našem primeru nimamo. S tem dobimo bistveno manjšo težo vozila in pa večjo togost karoserije. Na prvo žogo bi pa rekel, da je ta baterija mogoče bolj izpostavljena zaradi tega. Mogoče je zaradi tega kakšna večja nevarnost pri nesrečah? Ne, v bistvu je manj izpostavljena, ker je bolj umaknjena v karoserijo. Saj ni nobene zračnosti med karoserijo in baterijo, ki nikoli ni pač čist stisnjena do karoserije. Ne? Aha, tukaj pridobimo pri prostornosti. Seveda. To se pravi, baterija je lahko višja, ne? In to se pravi, ne zgubimo prostora v kabini, ne? In baterija je bolj umaknjena od tal. Kaj pa to za, recimo, strukturno togost pomeni? Tukaj bi pa rekel, da je verjetno prednost kakšna. Seveda, velika prednost. Ker strukturna togost se močno poveča, se dobimo še en prostorsko oblikovan element karoserije. Ne? Prednost tega je tudi to, da pokrov baterije ni podvržen koroziji. Baterije, katere imajo pločevinast pokrov in ki so vgrajene pod vozilo, imajo dostikrat težavo, da del pokrova prerjavi, ker med karoserijo in pokrov baterije pride vlaga, nečistoča s ceste, sol in tako naprej. In se tam seveda pojavi korozija. V naših krajih to ni tako pogosto, ampak če pa malo spremljamo recimo dogajanje na Norveškem, ker imajo majčkeno bolj zahtevne pogoje, imajo pa dosti težav s tem, ker tistega dela se ne da očistiti. Zakaj to ni recimo trend pri vseh proizvajalcih, da bi vsi to ponujali? To je dokaj nova tehnologija. Ne? Držimo se ponavadi starejših ustaljenih praks, katere že poznamo. Ne? Plus tega je dejansko karoserijo treba že v začetku narediti tako,
da ustreza taki vgradni baterije. Ne more biti platforma multienergijska in mora biti zasnovana že od samega začetka, zato da bo pač ta baterija prišla v njo. Ne? Ampak nekateri proizvajalci vseeno to ponujajo. Kaj je posebnost Leapmotorja pri tem? Mislim, prav takega načina vgradne trenutno ne ponuja nihče drug. A nima Tesla pa BYD, da ima ta nekaj podobnega? Tesla ima drugačen sistem. Tesla dejansko je baterija ravno tako kot nosilni del karoserije, ampak se vgradi, dejansko tvori tudi podvozila. Tukaj je podvozila fiksen v vozilu, pri Tesli pa je dejansko baterija. Že baterija. Kater princip je boljši? Težko reči, kater princip je boljši, ampak oba dva sta odlična, ker dejansko prihranimo pri prostoru in teži vozila. Leapmotor C10 bo torej s svojo napredno tehnologijo baterije poskušal prepričati tudi zahtevne evropske uporabnike. Kako pa nas bo prepričal pri sami vožnji? Najprej moram izpostaviti, da vozne lastnosti niso enake kot pri različici tega avtomobila, ki je na voljo na kitajskem trgu. No in to najbolj občutimo takrat, ko prestavimo v način sport. Kitajski inženirji so zdaj že zanesljivo ugotovili, da se v Evropi precej več vozimo po ovinkih. No in zato so morali podvozje pa tudi krmiljenje precej drugače nastaviti. Ampak tega dela niso opravili sami, ampak so ga zaupali italijanskemu Maseratiju. Torej se ta italijanska vozniška ekspertiza pozna, še vedno vozne lastnosti niso povsem enake kot pri tistih pravih Maseratijih. No, ampak kljub temu voznik dobi precej več občutka na volanu oziroma boljši občutek pri vožnji, kot smo ga bili doslej vajeni pri kitajskih avtomobilih. Tisti, ki si želite udobja, pa boste, kot vedno pri kitajskih avtomobilih, tudi tokrat prišli na svoj račun. Ko takole preprosto prestavimo nazaj v način komfort, krmiljenje postane izredno mehko in lahkotno. Pa tudi pogon sam je s 160 kW moči in 350 Nm navora dokaj umirjen. Elektromotor pa je nameščen na zadnjo os in tako poganja le zadnji kolesni par. Morebitne zdrse pogonskih koles elektronika vselej zelo vestno kroti, no vsekakor pa bi si po drugi strani sam želel štirikolesnega pogona, ki se pri tovrstnih velikih električnih SUV-jih vselej izkaže za precej boljšo opcijo, ko govorimo o voznih lastnostih. Glede na to, da imamo zdaj samo tukaj zadaj elektromotor, tam pa veliko prostora, a to pomeni, da lahko pričakujemo, da bo ta avto na voljo tudi štirikolesnim pogonom? Seveda. V prihodnosti bo avto na voljo štirikolesnim pogonom in z 800-voltno tehnologijo baterije, kar pomeni, da bo imel potem tudi hitro polnjenje veliko močnejše, kot je danes. Samo tisto pa najbrž ne bo več nizkocenovnik. Malenkost dražji bo pa seveda ta ostal v ponudbi. V udobju boste lahko uživali tudi na avtocesti, no manj pa boste uživali v uporabi pametnega tempomata, ki mu ovinkaste slovenske avtoceste nikakor ne dišijo. Kljub temu, da imamo nastavljeno hitrost na 130 km/h, sistem že ob vsakem najbolj blagem zavoju hitrost samodejno drastično zmanjšuje, kar je v praksi pri nas dokaj neuporabno. Kitajski sistemi se pač veliko bolje znajdejo na dolgih in ravnih obvoznicah kitajskih velemest in v tem pogledu je C10 kljub evropskemu lastništvu tipično kitajski. Ampak moram dodati, da Kitajci redno delajo na posodobitvah programske opreme, ugotovili smo, da nas poslušajo in verjamem, da bodo tudi to kmalu uredili. Zdaj pa poglejmo v notranjost avtomobila, ki prinaša nekaj neobičajnih rešitev. Prva je že ta, kako v notranjost pridemo. Če ne uporabljamo aplikacije nekako v slogu Tesle, moramo to kartico prisloniti na stransko ogledalo. Kartico bomo potrebovali tudi v nadaljevanju. Za zagon motorja namreč ne rabimo pritisniti kakšnega gumba, ampak zgolj položimo kartico tukaj, kjer običajno polnimo mobilni telefon. In še nekaj imamo takšnih neobičajnih rešitev. Naprimer, ventilacije zdaj ne moremo več fizično prilagajati, tukaj ni več vidnih kakšnih zračnikov, ampak lahko vse skupaj prilagajamo le samodejno, s pametnimi načini tukaj na osrednjem zaslonu. Mogoče se zdi to na prvi pogled kot kompliciranje, ampak po mojem mnenju je sistem dobro premišljen in ponuja dovolj širok nabor možnosti, da je delovanje klimatske naprave prijetno. Mislim, da so kitajski inženirji tokrat zelo dobro preštudirali Tesline avtomobile.
Notranjost je namreč tako kot pri Tesli precej minimalistična. Tempomat na primer aktiviramo z enojnim ali pa dvojnim pritiskom na ročico menjalnika, pa tudi sam volanski obroč je s tema dvema vrtljivima gumboma precej podoben. In ne nazadnje, osrednji zaslon nadomešča prav vse fizične tipke. Na temu zaslonu lahko na primer v nedogled takole spreminjamo ozadja. Ne moremo pa ga povezati s sistemoma Android Auto in Apple CarPlay, vsaj dokler si ne priskrbimo takšne škatlice in posebne aplikacije, ki nam takšno povezavo omogoča. No, pozdravljam pa, da je Leapmotor za razliko od Tesle tukaj pred voznika vseeno namestil še en zaslon, kar je z vidika varnosti zelo dobrodošlo. Skratka, notranjost modela C10 je zelo udobna, materiali so večinoma zelo mehki in prijetni, predvsem pa je tukaj v drugi vrsti, poglejte, ekstremno veliko prostora za res prijetno in udobno potovanje. Prtljažnik, ki ga odpremo s takole zelo dobro skrito tipko, ima uporabno prostornino 435 litrov, ki je sicer nekoliko manjša, ampak dopolnjuje ga še prednji prtljažnik. Zelo dobrodošlo je, da lahko ta prtljažnik odpremo brez nadležnega iskanja ročice tukaj spodaj, sicer pa ima prostornino 35 litrov in vanj bomo na primer pospravili mokre ali pa umazane polnilne kable. Kaj pa vlečna zmogljivost tega avtomobila, a je tukaj kakšna posebnost? Tako podaljševalnik dosega kot električna različica imata možnost vgradnje vlečne kljuke z vlečno maso 1500 kg. Predpriprava za vgradnjo je že narejena, tako da v bistvu originalni kit vsebuje pač nosilni del in pa elektronski del, ki se že priključi na obstoječo elektroinštalacijo in je zadeva funkcionalna. Kaj pa polnjenje? Z izmeničnim tokom bomo lahko polnili z največjo močjo 11 kW, z enosmernim tokom pa z največjo močjo 84 kW, kar v resnici za današnje standarde ni več največja številka. Je pa res, da tudi baterija ni ravno ogromna in tudi če bomo morali čakati v avtomobilu, nam ne bo prav nič hudega. Za takšne primere zelo prav pridejo posebni scenariji, ki si jih lahko po svoje nastavimo. Naprimer, sam sem si želel, da me med polnjenjem baterije ne bi zeblo, zato bo sistem vsakič, ko bo temperatura v kabini padla pod 18 stopinj, samodejno pričel z ogrevanjem. No, udobje med čakanjem pa dodatno nadgradi še tako imenovani način za dremež, ki ob aktivaciji takole nagne sedež in popolnoma zatemni kabino. In ne nazadnje, sedež lahko spremenimo tudi v popolnoma ravno površino. Z modelom C10 bo torej treba sprejeti nekaj kompromisov, ampak pri vsem tem imejte v mislih, da je strategija znamke Leapmotor predvsem ugodna cenovna umestitev tega avtomobila. Prostornost, udobje in izredno bogat nabor opreme so vsekakor dovolj, da ta avto mora biti deležen vaše pozornosti. Pod črto pa smo dobili novo znamko dostopnih električnih avtomobilov. Če smo povsem natančni, pa Leapmotor ne bo le znamka popolnoma električnih avtomobilov. V Slovenijo je pripeljal tudi model C10 v različici s podaljševalnikom dosega. Gre za pogon, v katerega lahko napolnimo za slabih 30 kWh električne energije, natočimo pa še za 50 litrov bencina. Ker kombinacija obljublja doseg prek 900 km, bomo ta model kmalu zapeljali na daljši potovalni test. Še prej pa si lahko ogledate načrte evropske proizvodnje in slovenske prisotnosti znamke Leapmotor s prvim možem skupine Emil Frey v Sloveniji, ki Leapmotor pri nas zastopa.